pozdravljeni v novi kroniki tedna. Feratarstvo v Zgornjesavski dolini se vse bolj razvija. Gre za izredno priljubljeno aktivnost v planinskem turizmu po Evropi, vse bolj pa je priljubljena tudi v Sloveniji. Ta teden so v gozdu Martuljku odprli novo ferato Jerman, ki se je pridružila že urejenima in dobro obiskanima feratama Mojstrana in Hladnik v gozdu Martuljku. Kranjskogorski župan Janez Hrovat izpostavlja, da je Jerman trenutno najbolj zahtevna ferata v občini, ki naj se je lotijo le dobri in izkušeni plezalci. V bistvu zaključek teh ferat smo pred 4 letom v Mojstranu tudi začeli in ta je najtežja, najbolj slikovita, najbolj izpostavljena, samo za res tiste prave izkušene plezalce, ki so vajeni obiskovanja teh ferat na delanih plezalnih poti. Ste vi že preizkusili tole novo ferato? Ne, moram odkrito povedati, da še ne in da v naslednjih dneh se bom pa odpravil tudi v ferato Jerman. Jaz upam, da jo bom uspel preplezati brez večjih, težav, čeprav vsi obljubljajo in mi govorijo, da je pa kar zahtevna. Mislim, da bo šlo. Kaj pa ostale, te ste pa že preizkusili, kot na njih srečujete obiskovalce, kaj rečejo, so zadovoljni, jim je všeč? Ja, vsekakor vse druge sem že preizkusil in ljudje so navdušeni. Tudi te besede Gregorja Koflerja, ki je povedal, da v 4 letih, odkar sta v Mojstrani v Grančišu odprte te 2 ferati, je na njih že v bistvu preplezalo te smeri okrog 50 000 plezalcev. To pomeni, da je zanimanje veliko in tudi v bistvu prav na teh 2 tudi nismo imeli še večje nesreče. Neka manjša nesreča se je dogodila tukaj v Hladniku. Je pa to adrenalinski šport in kakšen potolčen kolen, kakšne poškodbe so pričakovati, drugače to ne bi bilo adrenalinsko. Tako da imamo pa seveda izvežbano gorsko reševalno, ki pač zadevo z lahkoto tudi poservisira. Tako da v Kranjsgor so ljudje, plezalci res v dobrih rokah, tako z izdelavo našega podjetja Devita iz Mojstrane, na katere se res lahko zanesemo. Oni delajo tudi v drugih državah nadelane poti, zavarovane plezalne poti, kot v bistvu z reševalci, z planinskim društvom Dovje Mojstrana oziroma gozd Martuljk, ki je tudi upravitelj te ferate v Jermenu in tukaj v Hladniku, tako da res odlično sodelujemo in to je pogoj za prvovrstne doživetja. Sicer so izkušnje z obiskom ferat v občini pozitivne. Pred nekaj leti, ko smo začeli v bistvu z neko novo ponudbo pohodništva, smo se odločili, da v bistvu v celi destinaciji oziroma v celi občini Kranjska Gora kljub naravnemu okolju primanjkuje nekako teh dolinskih ferat. Zato se je začel nek projekt urejanja in vzpostavljanja novih ferat. No, danes lahko rečem, da smo zaključili za zadnjo, v tej, ki smo si jo zamislili prvo fazo, 5. ferato tukaj na Jermanu v gozd Martuljku. Začeli smo z Grančiščem, pa potem 2 leti nazaj s Hladnikom in danes ta. Mislim, da je to en tak lep produkt, turistična destinacija Kranjska Gora, nekaj, na kar smo lahko ponosni, nekaj, kar pomeni, da smo tudi na zemljevidu vseh teh, ki hodijo, prav zaradi ferat v določene kraje v Sloveniji prav gotovo eni vodilnih, če ne najbolj prepoznavni. To nas sigurno veseli. Jaz tudi verjamem, kot je bilo danes na sami otvoritvi rečeno, da to pomeni tudi neko določeno oziroma dodatno promocijo primernega gorništva, da se v ferate podajo v bistvu tisti, ki so bolje opremljeni z nekim znanjem in da ta glas širijo tudi naprej. Številke kažejo na to, da kljub 50 000 prehojenim feratam v Mojstrani ni bilo nobene nesreče, v Hladniku le ena in mislim, da je to en dober pokazatelj, da feratarstvo je neka specifična dejavnost in da ljudje, ki v ferate hodijo, so tisti, ki se na to spoznajo. Tako da
upam, da bo tudi ferata Jerman, ki je nekoliko zahtevnejša, v bistvu na koncu ljudje, ki bodo kaj hodili, predvsem uživali in pa širili dober glas o naši Zgornjesavski dolini daleč naokoli. Ferato je že preizkusil tudi gorski vodnik in gorski reševalec Gregor Kofler iz Mojstrane. Najprej se moramo zahvaliti, da se je ferata zgradila planinskemu društvu Gozd Martuljk in pa občini Kranjska Gora. Je pa v bistvu dejansko, rečemo po oceni, najtežja ferata, ki ima največ vertikalnih delov, tako da v bistvu za začetnike vsekakor ni in morajo zdaj tudi paziti, da ne bodo mešali te dve ferati, Hladnik pa Jerman, da ne bo prišlo do kakšnih težav. Je taka najbolj adrenalinska, pač predvsem se priporoča ljudem, ki so se že recimo okusili z ocenami tam do C, ker ta ferata gre tam nekje do ocene med C in pa D. Ostale ferate ste tudi že preizkusili, kaj lahko rečete o njih, morda za koga je katera bolj primerna tule v Zgornjesavski dolini? Se pravi, v Mojstrani imamo dve ferati, ena je lahka, Aljaževa pot tam ocene B in pa pot Mojstranskih Veverc ocene CD. Recimo ta Aljaževa pot je primerna tudi za družine, otroke tam nekje 6-7 let naprej, ker težava je pri feratah je predvsem ta, da so grajene za odraslim, včasih imajo potem manjši otroci težave pri prepenjanju, pri grabljenju jeklenic in tako naprej. Tudi ferata Hladnik je recimo primerna za družine, pa bom rekel tam za otroke nekje višine 130 cm naprej, ravno zaradi tega problema prijemljanja jeklenice. Potem pa imamo še neko učno ferato v Mojstrani, ki je tudi kar strma, recimo ocena D, mogoče C, mogoče za malo bolj izkušena, in pa ta zadnja ferata Jerman, ki je pa v bistvu za najbolj izkušena. Tako da v bistvu tam si v Jermanu si kakšnih padcev in podobnih zadev ni primerno privoščiti. No, do sedaj pa pohvalno je to, da ni bilo veliko reševanj v teh feratah. Ne, res je, recimo neka taka groba laična ocena je, da je šlo čez ferato Mojstrana čez 50 000 ljudi. Ni bilo nobenega primera, da bi mogla gorska reševalna služba posredovati. Bil je samo en primer tukaj v ferati Hladnik, ko je neka gospa zdrsnila in se je poškodovala koleno. Dejansko je bilo pa to od leta 2015 novembra, ko je bila neuradno odprta prva ferata, edini primer do sedaj, v 4 letih, tako da je statistika kar dobra. Kakšno opremo naj ima vsak, ki gre v ferato? Ja, obvezno je, se pravi, ta oprema za ferate, čelada, potem je pas, ferata sistem, potem so rokavice in pa primerna obutev, se pravi obutev taka, da ima profiliran podplat, drugače ne gre. Pa poveva še razliko med ferato in planinsko potjo. Zadnje dni se ogromno govori o tem, ni ferata planinska pot. Da, tako je, Ana. Se pravi, te dolinske ferate, ki jih imamo v Kranjski Gori, se pravi Mojstrana, Hladnik, Jerman in tista učna v Mojstrani, to so ferate, so športni objekti, se pravi ferata, ki je zavarovana od tal, kjer se pač ferata začne, pa do vrha z jeklenico, tako da si lahko ves čas prepet. Medtem ko imamo v hribih oziroma v gorah, imamo se pravi zahtevne in zelo zahtevne planinske poti, ki pa so pač na mestih, ki so težka, zavarovana z jeklenico. Vsekakor pa to ne pomeni, da je to pač ferata v pravem pomenu besede in ne pomeni to, da je ta planinska pot zavarovana od samega začetka do konca. Vi seveda tudi spremljate številne turiste v gore, imajo kdaj kakšne nenavadne želje? Ja, seveda je pač ogromno pač ljudi, ki počnejo vse sorte, ne nazadnje se po feratah sprehajajo tudi bosi, se odpravljajo recimo na prvi hajk v življenju na najvišjo slovensko goro in se potem mogoče za kakšne konča tudi z reševanjem, poleg neprimerne opreme, neprimerne obveščenosti. Sicer situacija iz leta v leto izboljšuje, vendar je pa naval ljudi tak, da statistika glede nesreč narašča. Začetek ferate je z asfaltne ceste v Gozdu Martuljku, ki pelje proti Srednjemu vrhu, tik pred mostom. V okviru kranjskogorskega občinskega praznika, ki ga obeležujemo 7. avgusta, so se prireditve začele že v petek. Na grob Jakoba Aljaža na Dovjem so položili venec,
V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pa je sledila predstavitev letošnjih novosti stalne razstave, nato pa še odprtje razstave 40. jubilejne likovne kolonije Vrata. Tako kot običajno v sklopu praznovanja občinskega praznika občine Kranjske Gore odpiramo v Slovenskem planinskem muzeju, lahko bi rekli tradicionalno, razstavo likovne kolonije Vrata. Vendar tokrat ni tako običajna kot doslej, namreč prav letos mineva 40 let, odkar poteka likovna kolonija v Vratih. Leta se je začela na pobudo jeseniških dolikovcev, torej dolinskih likovnikov, ki še delujejo na Jesenicah. No in njihov predlog je bil pred 40 leti ugodno sprejet in tako so s tamkajšnjim oziroma z domačim planinskim društvom Dovje Mojstrana pričeli z likovno kolonijo. Res je, da se je v teh letih zvrstilo kar veliko likovnih ustvarjalcev. In prav tako veliko dni, ki so jih preživeli v Aljaževem domu, običajno v mesecu maju. In tradicionalno njihova dela udeležencev likovne kolonije predstavljamo od leta 2010 v Slovenskem planinskem muzeju, predtem pa smo jih že v Liznikovi domačiji v galerijskem prostoru oziroma še predtem pa tudi v Triglavski muzejski zbirki v Mojstrani, ki je delovala od leta 1984. Iskrene čestitke torej vsem razstavljavcem in pa predvsem tistim, ki vztrajajo že vrsto let. Ste pa ta program danes tudi razširili, kaj vse je bilo še na ogled? Ja, tako kot običajno smo tudi letos uro pred odprtjem razstave predstavili novosti v našem muzeju. In letos jih je bilo kar nekaj. Predstavili smo namreč razstavo, del razstave projekta Neverjetne gore o planinskem raju. Kakšen je torej planinski raj? Predstavili smo karikature Marka Kočevarja, ki nam jih je narisal v posameznem vsebinskem sklopu na stalni razstavi. In presenetil nas je mlad pevec, reper Kajetan Dulmin z lastno skladbico o gorsko-reševalni službi oziroma o gorsko-reševalcih, kjer je poudaril, da gorsko-reševalc ni Superman, kar marsikdaj pričakujemo, kadar zaidemo v težave v gorah. No in tisto, kar je zagotovo najnovejše ali pa je morda najatraktivnejše v Slovenskem planinskem muzeju, predstavljamo virtualni polet prav z vrha Triglava. Pripravili smo ga skupaj z našo ekipo VR Team in sicer gre za to, da smo zadnje čase vedno bolj opažali, da veliko obiskovalcev želi v hribe, v natikačih ali pa slabo pripravljenih. To jim odsvetujemo, jih vsak dan naprošamo, odganjamo in govorimo, naj gredo na lažje poti, kajti ne želimo si nesreč v hribih. Tako smo pa prišli na idejo, da bi naredili najdaljši zipline na svetu z vrha našega Triglava do našega Slovenskega planinskega muzeja in na ta način tudi tisti, ki ne pridejo primerno obuti, lahko preizkusijo, kako je, če ste na vrhu Triglava, če letite na dolino Vrata, če srečate Kozoroga, prečkate seveda dolino in pa se zazrete v Triglavsko Bistrico, vmes pa srečate še kakšnega orla ali pa kanjo, nazadnje pa varno pristanete pred Slovenskim planinskim muzejem. Gre za zanimivo igrificirano zadevo, ki je nekako kar hit teh dni. Imeli smo en teden testne verzije in moram reči, da je bilo zelo, zelo veliko lepih in dobrih odzivov. Kaj pa sicer poletni utrip v muzeju? Ja, kar tako glede na vreme, lahko rečem, da se začenja ta pravi avgust. Imamo veliko posameznih obiskovalcev, medtem ko sta predvsem junij in maj zaznamovali skupinski ogled v muzeju. Tako da si želimo le, da nas obiščete v teh poletnih dneh in naj omenim še, da smo obisk Slovenskega planinskega muzeja pripravili še ugodnejše za naše obiskovalce, kajti če je prej bilo potrebno poleg vstopnine dodatno plačati za virtualna očala, razglede z vrhov, za ogled bivaka, ki ga imamo od zunaj, po 2 evra, smo zdaj torej združili in vsa doživetja in vse, kar imamo v muzeju, vključno z občasno razstavo, združili z enotno vstopnico. Tako da kar nekaj ugodnosti za družine, posameznike, za domače obiskovalce, vabimo seveda tudi na sobotne planinske ustvarjalne delavnice
Prepričana sem, da bo vsak od vas našel nekaj tudi zase, zato iskreno dobrodošli. Prireditve ob občinskem prazniku se bodo nadaljevale že jutri. Ob 9. bo v Mlačci kegljanje s kroglo na Vrvici, popoldne pa bo župan v Radovni sprejel občanke in občane, ki so letos že ali pa še bodo dopolnili 90 let. Teh je tokrat kar 20. V torek ob 20. bo osrednja občinska proslava na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori. V kulturnem programu bodo nastopili Aleksander Mežek, godalni kvartet Kamerata Karniola in tolkalec Vit Ušeničnik. V četrtek ob 10. bo še kolesarjenje v čast občinskega praznika. V Kranjski Gori se je končal 4. mednarodni filmski festival. Direktor festivala Matjaž Javšnik je povedal, da se njihov festival od drugih razlikuje po tem, da je zelo sproščen. Sledijo pa tudi uradnemu sloganu, ki pravi, da so pastirji dobrih zgodb. Z obiskom smo izjemno zadovoljni, kljub temu, da nam je parkrat ponagajalo vreme. Tudi gosti so presrečni in zelo veseli, da so lahko tukaj z nami. Zaljubili so se v to čudovito vasico, v ljudi, ki tu živijo in ne morejo najti besed, s katerimi bi prehvalili celotno vzdušje in podporo lokalne skupnosti. Letošnji programski izbor filmov je slonel na ženskah. Po Javšnikovih besedah so bile v ospredju ženske tematike in vloga žensk v svetu. V Kranjski Gori pa je bilo letos tudi veliko uglednih gostov, svetovno znanih filmskih imen, kot so Crispin Glover, Bill Odenkirk, Barry Blaustein, Filip Remuda in Čedomir Kolar. Ja, ne vem, če je že to presežek. Presežek šele prihaja, ampak da dobiš znane imena, traja leta in leta. Recimo Sarajevo Film Festival je Roberta De Nira vabo točno 20 let, da si je končno utrgal čas in prišel. Tudi naš letošnji najbolj znani gost, hollywoodski zvezdnik Crispin Glover, sva se pogovarjali že 6 let, da bi ga pripeljal v Slovenijo in letos je prvič, da pač v tem terminu ne snema in da je lahko z nami. Navdušile so tudi razne delavnice. Otroške delavnice so prekrasne, potem imamo delavnice za študente in pa delavnice za profesionalce, ki so tudi zelo dobro obiskane. Mentori so znane imena filmske industrije in mislim, da vsako leto festival raste, se širi in postaja bolj profesionalen. Festival je potekal na več prizoriščih v Kranjski Gori, na Osrednjem trgu, v Ljudskem domu, ob obali jezera Jasna, v Liznikovi domačiji. Del programa je bil tudi v Planici in Mojstrani. Festival pomeni dobro promocijo Zgornje Savske doline v svetu, zato ga turistični delavci iz leta v leto sprejemajo z bolj odprtimi rokami. Lahko rečemo, da avgustovski dnevi so v Kranjski Gori zdaj že 4. zapored tradicionalno filmski. Letošnja 4. izvedba je spet nekaj posebnega. Več kot 50 gostov na 10 lokacijah, 60 filmov od sobote do sobote. Mislim, da bo za vsakega obiskovalca se našlo nekaj, kar bo v bistvu njegov filmski interes prebudilo. Na različnih lokacijah, različni žanri, poleg tega pa še ogromno dopolnilnih prireditev, delavnic, koncertov. Tako da Kranjska Gora lahko rečem, da s filmskim festivalom pridobiva ne samo kot destinacija za aktivno preživljanje prostega časa, ampak tudi kot destinacija za kulturo. Na filmskem festivalu navdušenja ni skrival niti kranjskogorski župan Janez Hrovat. 4. filmski festival je v teku, bliža se občinski praznik. Kranjska Gora je polna, utrip je dober, tako kot vidite tlele za mano. Dogajanje je pač od Jasne do Planice po vseh prizoriščih razdeljeno. Navdušenje obiskovalcev je na nivoju, je veliko, tako da tudi mi, domačini, smo zadovoljni z obiskom, z odzivom in seveda tudi s profesionalno organizacijo tega festivala. Prostovoljno gasilsko društvo Podkoren je včeraj pripravilo tradicionalno gasilsko veselico pod lipo. Dobrega vzdušja kot vedno ni manjkalo, prav tako ne pijače in jedače. Za dobro vzdušje pa so poskrbeli Marko Vozelj in mojstri. Če niso vstajali kaj tam nekje, sprašujem se, bo nad razumom zmagalo srce.
Tudi letos bodo v dolino Vrata umirjali promet in uvedli javni prevoz. Ljudi tako želijo spodbuditi k uporabi javnih prevoznih sredstev in s tem doprinesti k ohranjanju kakovostnega bivalnega okolja za prebivalce in obiskovalce destinacije Kranjska Gora. Tako je, letos smo se skupaj s Triglavskim narodnim parkom in pa partnerji v projektu odločili, da glede na rezultate lanskoletnega promo dneva, ko smo imeli pravzaprav avgusta zaprt cel dan dolino in bom rekel, upravljali javen prevoz, smo letos rekli, da seveda nadaljujemo z aktivnosti in tako bomo v mesecu avgustu vse 3 vikende, najbolj udarne vikende, organiziran javen prevoz in pa brezplačno parkiranje na parkiriščih v Mojstrani. To pomeni, da v bistvu promet bo še vedno potekal v dolino, tako kot je do zdaj, režim ostane isti, vendar bi mi radi dosegli to, da se večina obiskovalcev odloči za to, da avto pusti na brezplačnem parkirišču v Mojstrani in prav tako nadaljuje pot v dolino z brezplačnim javnim prevozom, za kar bodo poskrbeli avtobusni prevozniki in pa vozni red, ki bo dokaj na gosto vozil v in iz doline Vrata. Kaj se bo kazalo lanskoletne izkušnje, ko ste za en dan zaprli to cesto? Vsekakor, da moramo s tem nadaljevati. Pravzaprav obisk in pa količina obiska in pa predvsem pa prometa daje jasen signal, da je ura 5 do 12, če se tako lahko izrazim, da je treba, bom rekel, zavihati vse rokave. Partnerji v projektu so, bom rekel, spoznali tudi ta signal. Številke, bom rekel, govorijo seveda v prid temu, da se projekt in pa režim v naslednjih 2 letih uredi na podoben način, kot je bil lansko leto na promo dnevu in vsi skupaj imamo neko energijo, da res to speljemo. Hkrati pa lahko povem, da so tudi pristojna ministrstva dobila jasen signal in pa spoznala res ta pereč problem, ki ga pač dolina Vrata iz leta v leto ima. Kakšni so nadaljni koraki v prihodnjih letih? Vsekakor nadaljni koraki so, da se pač cesta iz državne prekategorizira občinsko, da se jo asfaltira do doline in da se pač začne izvajati režim omejevanja prometa v dolino, hkrati z zadostnim številom javnega prevoza in pa spodbujanje, da v dolino vstopamo peš, z nahrbtniki, s kolesom in tako tudi nekaj naredimo zase in pa predvsem tudi za naravo. Drage gledalke in gledalci, zdaj prelistajmo še koledar prireditev. Okrogla miza Nihalka na Vitranci in Divji petelin soobstoj bo v prostorih CŠOD-ja v Kranjski Gori v četrtek ob 19. Od četrtka do sobote bodo na Dovjem praznovali 130 let domačega prostovoljnega gasilskega društva. V četrtek ob 19. bo slavnostna seja v Aljaževem prosvetnem domu. V petek ob 17. bo sektorska vaja, ob 18:30 blagoslov novega gasilskega vozila, ob 19. pa zabava z glasbo Mitje Šinkovca in Luke Ažmana. V soboto bo ob 15:30 gasilska parada, ki ji bo sledila veselica s skupino Kalipso in tudi bogatim srečelovom. Poletne planinske ustvarjalnice Zmajev ali Babji zob bodo v soboto ob 9. v Triglavski Roži na Bledu. V nedeljo ob 20:30 bo na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori nastopil pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne poletne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!